dan. Po enem najbolj dramatičnih glasovanj v tem mandatu državnega zbora, ko je nenavadna koalicija izglasovala posvetovalni referendum o dviganju obrambnih izdatkov, takoj sledijo dodatni zapleti. Premier Robert Golob namreč predlaga še referendum o članstvu Slovenije v NATO. Koliko referendumov bomo sploh imeli, bo politika izid spoštovala in ga izvršila, se bo Golobova koalicija pri tej temi dokončno razletela in kaj snuje opozicija. Z nami so vodje 4 poslanskih skupin v državnem zboru, iz Socialnih demokratov Jani Prednik, iz Demokratov Anže Logar, iz Levice Matej Tašner Vatovec in iz Nove Slovenije Janez Cigler Kralj. Lep pozdrav, dobrodošli na N1. Dobrodan. Naj pojasnim, da sta udeležbo v današnji oddaji že čez konec tedna potrdili največji parlamentarni stranki, torej Gibanje Svoboda in SDS, a sta tik pred zdajci, torej tik pred začetkom snemanja, sporočili, da se oddaje danes ne bosta udeležili. Imamo pa mi, spoštovani gostje, kar nekaj odprtih vprašanj v zvezi z dogajanjem. Seveda hvala, da ste se vsaj vi držali dogovora in prišli. Če najprej obnovimo petkovo dogajanje. Gospod Cigler Kralj, v Novi Sloveniji ste sprva ponavljali, in to ste večkrat povedali, da pri odločanju o referendumu, ki ga je predlagala Levica, ne boste sodelovali. Na to vas na seji ni bilo, prišli ste na samem koncu, tik pred glasovanjem, nekateri celo z dopusta, kolikor vem, vseh 8 poslancev Nove Slovenije je glasovalo za referendum. Zakaj ste to storili, svojega glasu niste niti obrazložili? Vrtiljak sprenevedanja se je vrtel vedno hitreje. Robert Golob je pravzaprav na nek način s temi špekulacijami pa licitacijami, koliko odstotkov bo šlo za obrambo in varnost, na eni strani zavajal zaveznike, torej mednarodno javnost, naše partnerje v NATO in na drugi strani državljanke in državljane naše Slovenije. In ko smo spremljali, kako se to zaostruje in ko se je na to dodalo še nesoglasje znotraj koalicije, ko se niso mogli med sabo dogovoriti, koliko bi dajali, če bi sploh dajali za našo obrambo in kolektivno varnost, smo v Novi Sloveniji pravzaprav po pozornem in tehtnem premisleku se odločili, da podpremo, da se ta referendum izglasuje in potem naj maske padejo in naj se zdaj koalicijske stranke, bi rekel, zresnijo in pokažejo, kakšne so v resnici njihove pozicije. Nova Slovenija ima svojo pozicijo jasno, mi smo za članstvo v NATO, mi smo tudi za to, da pač se izpolnjujejo zaveze zaradi tega, ker smo pač člani NATO. Seveda pa je vprašanje zdaj, kaj je zavezujoče. Zavezujoče je tisto, na kar smo pristali in za kar smo se spogajali. Drugo vprašanje pa je, koliko je Slovenija sposobna, bomo rekli, obrambnega proračuna realizirati. Moram pa opozoriti, da izdatki za varnost in obrambo niso samo orožje. Gre za kibernetsko varnost, gre za drugo infrastrukturo, ki pa lahko seveda pomeni tudi velike izdatke. Torej, maske so zdaj padle, ta vrtiljak sprenevedanja Roberta Goloba in vladajoče koalicije smo ustavili in zdaj se bojo pokazale pozicije, kdo je za in kdo je proti varnosti naših državljank in državljanov. Ampak to, da so v koaliciji neenotni, ste vedeli že prej, tudi takrat, ko ste zagotavljali, da pri tem ne boste sodelovali. Gospod Logar, v vaši poslanski skupini, ki je najmanjša, ste v bistvu glasovali različno. 3 ste, pa ste glasovali različno, vi in Eva Irgl proti referendumu, Tine Novak, nekoč Svoboda, za referendum. A se je zmotil pri glasovanju? Ne, on je predvideval, da bo 12. oziroma 13. glas, zato je tudi glasoval za. Drugače smo pa demokrati jasno povedali, da se z vprašanjem varnosti ni igrati in da zunanje politična temeljna usmeritev države ne sme postati temelj ali pa sredstvo notranje političnega obračunavanja. In mislim, da je ena situacija sedaj vodi v drugo, torej iz glasovanega referenduma, ki je na nek način koalicija med SDS in Levico in pomenila veliko zmago za Levico, ker mislim, da si niso predstavljali, tudi sam si nisem predstavljal, da bo ta referendum dobil ustrezno večino. In potem iz tega vodi odziv predsednika vlade, ki je pa sploh, mislim, da na področju varnostnega umeščanja Slovenije nek korak, ki ga ne smemo narediti. Tudi zato sem jaz danes zjutraj predsedniku vlade poslal dopis, da se
naj kot predsednik vlade, torej tisti, ki lahko skliče vrh slovenske politike, to naredi zato, da te strasti umirimo in da Slovenija ne bo zašla nekam, kar lahko z manjšimi ali pa večjimi koraki vodi zelo hitro. Najboljši primer je, ki ga imamo iz zgodovine, vprašanje Brexita. Ja, ampak zakaj je vas, gospod Logar, tako zelo presenetilo ravnanje kolegov iz opozicije, nekdanjih kolegov iz SDS? Zapisali ste, da gre za šokantno početje. Ja, meni je to šokantno. Zdaj, če staviš na varnost in če ste videli tekst gradiva za odločanje, v katerem Levica naslavlja mirovniško politiko v boju zoper odstotke za obrambne izdatke, si težko predstavljaš, da bi stranka bivšega premierja, ki je vedno stavila na varnost, nekaj takega potrdila. Ampak se je to zgodilo, zato šokantno. Zdaj, ne samo zame, tudi za tuje partnerje. Jaz sem čez vikend dobil 3 sporočila 3 bivših zunanjih ministrov, ki so me spraševali, če to drži ali je to zgolj novinarska raca. Gospod Prednik, v Svobodi, največji koalicijski stranki, ki je danes tukaj ni, vam očitajo, da ste si premislili, da ste podprli obrambno resolucijo v državnem zboru, ampak samo 2 poslanca sicer, ostali so bili vzdržani ali pa jih sploh ni bilo, ampak dejstvo pa je, da iz SD znakov o tem, da bi lahko vi to podprli, ta referendum Levice, o tem ni bilo, dokler ni bilo tiste seje vlade, tistih izhodišč za vrh NATO, odsotnih ministrov, kar smo razkrili na N1. To se je dogajalo v dneh, ko je SD pozivala premierja Goloba, da naj v Hagu na vrhu NATO glasuje proti dogovoru o 5% za obrambo, pa je potem seveda to storil in vam očital PR, torej, da je pač izvajate politični PR na preresnih stvarih. Kako zdaj vi odgovarjate na te očitke Svobode, da ste prav vi krivi za to, kar se je zgodilo v petek? Največ puščic so usmerili v vas, ne recimo v Levico, ki je to predlagala. Kar seveda ni nič novega, seveda gre za zelo resno zadevo in tu se z gospodom premierjem strinjam, gre za 2,1 milijarde evrov. Mi smo takoj po mini vrhu, ki je potekal prejšnji ponedeljek, ko je bilo zelo nejasno, ali smo se zavezali k 5%, ali se nismo zavezali, ali smo se zavezali k 3%. Nič ni bilo jasno skomunicirano, edino, kar je bilo sporočilo NATO na njihovi uradni spletni strani, da so države članice sprejele dogovor o 5%. S tem se Socialni demokrati nismo strinjali že pred tem. Naj opozorim na to, da je, mislim, da v mesecu aprilu Odbor za obrambo in Odbor za zunanje zadeve sprejel sklep, kjer bi naj vlada opravila nek širši pogovor o obrambnih izdatkih, do tega nikoli ni prišlo. Nam pa se zdi vprašanje 2 milijard oziroma več kot 2 milijard ali pa morda celo 3,5 milijarde, če govorimo o 5%, tako pomembno, da smo se odločili, da predlog Levice za posvetovalni referendum podpremo. To smo partnerjem v koaliciji tudi pravi čas povedali. Res je, da sta 2 naša poslanca resolucijo podprla, 5 članov Socialnih demokratov te resolucije ni podprlo, pa vendarle mi govorimo o takšnih izdatkih, da ne glede na odločitev v državnem zboru se nam zdi zelo primerno, da to povprašamo ljudi. Naj spomnim, da je ta koalicija šla na 3 oziroma 4 referendume, o katerih so odločali ljudje, pa za njih sploh še nismo imeli zakonskih predlogov in tudi finančne posledice teh referendumov so bile precej manjše, kot je finančna posledica teh obrambnih izdatkov in zato smo mi reagirali, po mojem mnenju, zelo korektno do ljudi in ljudje se morajo opredeliti do tega, ali za obrambo 3% ali ne. Torej zavračate očitke iz Svobode, da gre za populizem? Mislim, pri 2,1 milijarde evrov ne more iti za populizem, ampak more iti za konkretna dejanja. 2,1 milijarde v slovenskem proračunu pomeni tudi, da se bo morala ali rezati socialna politika, zdravstvena politika, ali da bo država morala iti v zadolževanje ali pa v dvig davkov. Socialni demokrati ne pristajamo niti na eno od 3 opcij. Ja, ampak kaj boste zdaj storili v SDA? Boste vi podprli ta premierjev predlog za referendum, ki ga sicer še niso vložili v Svobodi, ampak napovedali so pa ga? Trenutno ne obstaja uradnega predloga, obstaja samo tweet predsednika vlade, ki se je takoj po izglasovanem posvetovalnem referendumu v petek v državnem zboru odzval. Čakamo na to, kakšni bodo nadaljni koraki premierja in seveda na neke uradne predloge v državnem zboru. Ampak lahko poveste svoje stališče o tem? To je vendarle pomembno vprašanje. Moje osebno stališče, če pride predsednik vlade v državni zbor oziroma predlagatelj
predlaga državnemu zboru referendum o izstopu iz NATO, ga bom vsaj jaz osebno podprl. Ne morete pa tega reči za vseh ostalih svojih. Ko pride uradni predlog, se bomo kot stranka in kot poslanska skupina do tega opredelili. Vi boste tudi podprli ta referendum, gospod Vatovec. V Levici se že ves čas v bistvu zavzemate za izstop iz zveze NATO, tega ne skrivate. Ali bi se morali potem zdaj, če res premier pride s tem predlogom in bo izglasovan oziroma pač razpisan, bi se morali potem temu vašemu referendumu, ki je bil v petek izglasovan, odreči, ker vprašanje si v bistvu v enem delu tudi nasprotujeta. Na to je upozoril za N1 danes tudi ustavni pravnik in nekdanji premier Miro Cerar. Jaz mislim, da se niti približno ne nasprotujeta. Gre za dve ločeni vprašanji. Pač, če se bo ljudje odločili, da izstopimo iz NATO, ok, smo potem ampak potem tudi tisti 3% niso pomembni. Ampak kaj se zgodi, če pa rečejo, da ne, ostanimo v NATO? Pač videli smo, da smo zdaj mi praktično 10 let nismo dohajali teh zavez, ki smo jih dali. In tudi iz tega vidika bi bila zaveza, če ostanemo v NATO in recimo odločitev pozitivna na naš referendum, da ne želimo dviga na 3%, bi bila to tudi nek zelo jasen signal vladajoči politiki, trenutni vladi ali pa naslednjim, da se pač ljudje ne strinjajo s tako visokimi odstotki našega BDP-ja za obrambo. Kot je že povedal Jani, govorimo o 2 milijardah letno, ne v enkratnem znesku, 2 milijardi vsako leto za obrambni proračun. Jaz nisem prepričan, da je ta država sposobna absorbirati tako velikih izdatkov ob tem, da seveda imamo bistveno pomembnejše težave v Sloveniji, ki jih moramo reševati, začenši z stanovanjsko politiko do ohranjanja socialne države kot celote. Ampak torej premijev predlog, če do njega pride, boste podprli za tak referendum o članstvu v Sloveniji? Levica je tle premočrtna in od začetka na istem stališču. Pač mi smo za izstop iz NATO in če bo pač premijer predlagal nek referendum, ki se bo o tem pogovarjal, bomo zelo verjetno to podprli, seveda. Kaj pa pravite na to, da ste veliko zmago zase v bistvu dosegli s pomočjo SDS, svojih največjih nasprotnikov? Ko je govora o koaliciji, koalicija se vedno sestavlja z nekimi dogovori, sporazumi in podpisi. Jaz nisem govoril z enim poslancem SDS-a glede tega vprašanja in sem tudi sam bil presenečen, da je Slovenska demokratska stranka kot eden največjih zagovornikov pretiranega oboroževanja. Mislim, da je gospod Janša takoj skočil na tisto Trumpovo napoved že januarja o 5% in to podprl, tako da je to bilo seveda nepredstavljivo. Ampak to govori veliko o Slovenski demokratski stranki, ne pa o Levici. Kaj boste pa vi naredili, gospod Cigler Kralj, v zvezi s tem drugim referendumom, ki ga je napovedal premier? V NSI menimo, da je v danih razmerah, v dani varnostni situaciji zelo nevarno opletati z referendumi ali pa predlogi o izstopu iz zavezništva NATO, ker kaj pa je alternativa? Kaj je alternativa temu, da smo mi člani NATO in v okviru tega zavezništva imamo zagotovljeno, pa lahko rečem najbolj optimalno v danih razmerah, eno kolektivno varnost? Ampak saj mi smo njim zdaj obljubili 5%, a ne? Izglasovali ste tudi vi, vaši poslanci, referendum o 3%. Torej kaj, vi zdaj pravite, referendum o članstvu ni smiselen, o teh 3% pa je smiselen, ali kako? Tako je. Smiselno se je pogovoriti širše in tu je bilo že zamujeno. Jaz to odgovornost za to zamudo in napako pri vodenju javne razprave in postopka pri dvigu izdatkov za obrambo in varnost prelagam popolnoma na Roberta Goloba, tudi na odnose znotraj koalicije, ker se vidi, ker se niso mogli med sabo uskladiti, je šlo tu tudi velikokrat za lahko rečemo z njegove strani zavajanje zaveznikov na eni strani, na NATO in na drugi strani državljanov in noben ni vedel pravzaprav, koliko bomo zdaj pravzaprav dajali. Zadeva se vodi čisto drugače. Najprej se opravi javna razprava, mislim, da je Jani rekel, govoril o vrhu koalicije, širše bi morali biti na vrh ali pa na pogovor vodi vseh parlamentarnih strank, morda sejo razširjene sestave Sveta za nacionalno varnost, potem se gre šele v predloge za referendum. Zdaj, če smo do tega prišli na obraten način, najprej resolucija, potem zavajanje, zdaj bomo rekli zmanjševanje škode, smo pač tu. Bolje pozno kot nikoli, ampak Robert Golob se je tu igral z ognjem in se je tudi opekel, zdaj so maske padle, mislim, da se bomo morali opredeliti glede tega. V Novi Sloveniji smo zelo za to, da ostanemo člani NATO, ne vidimo alternative, Robert Golob jo ni ponudil, jo tudi ne ve,
ker je ni zaenkrat v teh razmerah in znotraj tega pa seveda imamo sprejeto zavezo, resolucijo do 3%, o ostalem je pač treba opraviti širšo razpravo, predvsem na realnih temeljih. Kaj smo sposobni porabiti, kaj smo sposobni investirati in v katere stvari. Ja, ampak tudi ta resolucija, ki je bila sprejeta v državnem zboru z 38 glasovi za, seveda ni zavezujoč dokument in jo je mogoče z navadno večino tudi kadarkoli spremeniti v tem istem državnem zboru. To treba poudariti, gospod Logar, želeli ste? Ne, jaz sem želel aplicirati na to, kar je gospod Tašner Vatovec omenil. Skratka, že januarja ob nastopu Trumpove administracije je bilo jasno, da bo glavno sidrišče razprav NATO 5%. Zdaj prvič javna poudarek, da je to jasno. Skratka, obe koalicijski partnerici aktualne koalicije sta vedeli, da se razpravlja 5%. In zdaj to sprenevedanje o tem, da nismo vedeli, kaj je v stališčih in tako naprej, je neko zavajanje za javnost, verjetno v pričakovanju, da bo šlo to mirneje mimo. Ampak na podlagi vašega članka mislim, da se je potem ta razprava užgala. Problem, ki pa zdaj nastane v politiki, je pa, da politika ne zna dodatno ustavljati tega ali pa miriti, ampak se pojavljajo še dodatni piromani, ki svojimi aktivnostmi dodatno zažgejo. Glejte, imeti v tem času, ko bi morali zniževati davke zaradi proticiklične politike, ko bi morali najti rešitve za vprašanja, ki jih imamo glede črpanja sredstev, imamo zdaj nek referendumski stampedo. In posledica tega ne drži, da če bomo pa zdaj glasovali o NATO in bomo izglasovali, da gremo ven, da potem pa ne rabimo teh 3%. Jaz sem zdaj na tem mizi, za tem prostorom zagotavljam, da bo strošek obrambe Slovenije bistveno višji, če se bomo izločili iz kolektivne varnosti. In še nekaj. Jaz ne poznam države, ki bi svoj mednarodni pravni položaj utemeljila na kolektivni varnosti in članstvu v Evropski uniji, zato smo se na koncu koncev osamosvojili in spremenili, da smo lahko vstopili v te institucije, potem pa po 22 letih rekli, ok, mi smo pa zdaj tako izjemno napredni, progresivni, da bomo pa kar temelje porušili in rekli, zdaj bomo šli pa po svoje naprej. Mislim, da je to popolnoma neodgovorno, zato sem danes predlagal predsedniku vlade in upam, da bo slišal ta poziv, ta zdravorazumski poziv, da se politika usede in preden se naredi naslednja iskra v tej posušeni travi, ki lahko vzklije izjemen požar, da se politika umiri. Ja, tudi predsednico ste povabili zraven. Ja. Pirc Musar, želeli ste, gospod Prednik, sprenevedanje vam očita, ne, gospod Logar, v koaliciji? Dve zadevi glede sklepa odbora za obrambo in za zunanje zadeve, ki je bil jasen, mislim, da je bil celo soglasno sprejet glede širše razprave, ki po mojem mnenju vključuje ne samo vse parlamentarne stranke, ampak tudi druge deležnike. Do tega nikoli ni prišlo, čeprav je to sklenil državni zbor, kar seveda kaže na neko... No, ampak se to ni prvi sklep odbora, ki ni bil upoštevan, ne? Drži, ampak vseeno mi govorimo o 2,1 oziroma 3,5 milijarde evrov. Mi ne govorimo o nekem benignem sklepu državnega zbora in mi bi si želeli, da se na to temo, preden gre premier v Haku, pravi neka širša razprava, pa da se vrnem na resolucijo. Resolucija res pravno ni zavezujoča, je samo neka smer. In ravno zaradi tega, ker ni pravno zavezujoča, smo se mi odločili, da gremo na posvetovalni referendum, ker govorimo o takšni količini denarja, da je prav, da o tem odločijo ljudje. In če ljudje odločijo, da se seveda ne strinjajo z 2+1 oziroma 3%, ki so zapisani v tej resoluciji, je to resolucijo lahko takoj in zelo hitro mogoče v državnem zboru tudi spremeniti. Kaj pa zaveze NATO potem? Vsi, ki razlagajo, ki so bili v NATO, pravijo, da to niso pravno zavezujoče zaveze in ogromno je nekega prostora, za katerega tudi mi v koaliciji ne vemo. Naj ponovim, še zdaj ne vem, ali smo se zavezali k 3, k 5%. Sporočilo NATO je bilo, da so se vse članice NATO zavezale k 5%, predstavljeno je bilo drugače, zato smo se mi tudi odločili, da naj ljudje povedo vsaj, kaj se strinjajo v teh 3%, ki pa je za našo državo, po mojem mnenju, kljub vsemu bolj zavezujoča kot zadeva v NATO. Po mojem mnenju država ali v Evropski uniji ali v kakršnikoli drugi organizaciji ni potrebe, da prikima vsemu, kar rečejo veliki. Ampak deklaracija javna, se zaveza javna, se so vse te številke noter zavedene. Kako lahko predstavnik neke koalicije potem trdi, da to ne drži? Takoj po mini vrhu, ki smo ga imeli prejšnji teden, je naša zaveza Socialnih demokratov bila zgolj in samo resolucija v državnem zboru, ki je tudi v naši parlamentarni demokraciji nad vlado in to je bilo edino izhodišče, ki ga je imel predsednik vlade, da se je šel pogajati. To ni res, gospod Prednik, v izhodiščih, ki jih je vlada potrdila, vaših ministrov pa pač večinoma ni bilo notri ali pa so bili kar tiho, a ne, piše notri, da bo dogovor voditeljev na vrhu NATO v Hagu
ključna mednarodna zaveza Republike Slovenije na področju obrambe. To je šlo skozi vlado. Gospod Vatovec. Ne, glede sprenevedanja. Mi smo kot poslanska skupina konec marca zahtevali sklic seje odbora za obrambo, se pravi pred resolucijo, pred vrhom Haga, davno pred, da se pogovarjamo ravno o teh zadevah, ki ste jih začela potiskati Rute in gospod Trump. Ne? Se pravi, da se zvišuje izdatke, takrat se je še govorilo NATO uradno o 3%, Trump o 5% in potem se je to zviševalo. Ta odbor se je zgodil 8. aprila. Na tem odboru smo predlagali različne sklepe, pač tudi med tem, da se ohrani raven na trenutni, se pravi iz leta 2024. Eden od sklepov je bil, da se opravi široka javna razprava. Mislim, da je koalicija v celoti podprla ta sklep. To je bilo preden je prišla resolucija v parlament, ampak se to ni zgodilo. Vse, kar smo dobili, je bil... Pa niste premijera pozvali k temu ali pa kogar Svobodo? Sej smo večkrat, sej so sami izglasovali ta sklep. Mi smo pričakovali, da se bo to zgodilo. Kaj so naredili? Obrambno ministrstvo je v državnem svetu organiziralo nek posvet, kjer so bili prisotni zgolj, dajmo temu reči, obrambni, tisti, ki zagovarjajo tako NATO kot seveda višanje obrambnih izdatkov, in to je bilo to. In potem smo si oprali roke. Temu je sledil posvetovalni referendum, ki je, če ga berete natančno, dejansko vezan na resolucijo, zato bi moral tudi biti opravljena razprava in glasovanje o njem, preden se je resolucija sprejela, ampak predsednica državnega zbora se je odločila, da bomo spremenili parlamentarno prakso in glasovali o resoluciji, preden bi lahko ljudje odločali. Pa ni zdaj referendum brezpredmeten, glede na to, da je ta ista resolucija že sprejeta? Še enkrat, po njeni interpretaciji, če je resolucija pravno nezavezujoč akt, ne zavezuje parlamenta, mislim pa, da odločitev ljudi še vedno lahko ima realen vpliv na to, kako se naj politika vede. In če smo znali spoštovati 3 posvetovalne referendume v tem mandatu, mislim, da bi morali tudi 4. Ja, izvršili pa še niste. Je pa blizu. Samo Cigler Kralj je Ja, še dve prej stvari želel. bi morda pripomnil. Zdaj zelo operiramo z tem, a je resolucija oziroma deklaracija pravno zavezujoča ali ni. Mislim, da smo mi politiki in da vsi vemo, da nekaj je pravno zavezujoče, nekaj je pa politična stabilnost, ki izhaja iz politično zavezujočih dokumentov. In mislim, da tu, če želimo ohraniti svojo integriteto, mi, tudi Slovenija, kot mednarodni partner v NATO, potem se moramo zavedati, da so stvari tudi politično zavezujoče in to je odgovornost Roberta Goloba, ker je nekaj obljubljal na ravni NATO, drugo govoril tukaj, kot je videti, še huje je bilo, kot smo si mislili, znotraj koalicijskim partnerjem in potem državljankam in državljanom. Druga stvar, je čas trdnega, stabilnega miru, to je sicer redko, preredko po našem mnenju, je čas krhkega miru in je čas vojn. In v času krhkega miru, v katerem smo zdaj in številnih, bomo rekli, konfliktov in spopadov, se iz NATO ne izstopa, ampak se gre v NATO. Poglejte Švedsko, poglejte Finsko, poglejte ostale države, ki si želijo vstopiti v NATO. Slovenija ni tak mednarodno pravni faktor, da bi si lahko privoščila trenutno brez alternative izstopati iz NATO. Ja, gospod Prednik, dobite besedo, ampak prej bi vas še vprašal, če pride do tega, da premier vloži, torej Svoboda vloži zdaj še referendum o slovenskem članstvu v zvezi NATO. Seveda več možnosti obstaja, tu tudi pravne interpretacije niso enotne, ali gre za klasični posvetovalni referendum, ali gre za referendum po tako imenovanem 3a členu, torej referendum o mednarodnih pogodbah, ki potrebuje za to, da se ga razpiše absolutno večino v parlamentu, torej 46 glasov. Janez Janša, predsednik SDS, med tem opozarja, da izstopa iz NATO itak ne more biti, ker se za to treba dvotretjinska večina v državnem zboru, ampak vprašanje za vas je to, ali naj se premier zaveže, če do tega referenduma njegovega pride, da bo izid, ne glede na to, ali bo posvetovalni referendum in ne glede na to, kakšen izid bo, spoštoval in ga izvršil ali ne. Ali to pričakujete v Socialnih demokratih? Zdaj, to so vprašanja za premijeja. Ampak kaj vi pričakujete? Naj se vrnem na 5%, dvakrat oziroma 3-krat sem omenil sporočilo NATO po tem vrhu, kjer je jasno pisalo, da so se voditelji držav članic NATO zavezali k 5%. Premijer je tudi javno komuniciral 3% in nisem jaz tisti, ki bi moral zagovarjati ali eno ali drugo. Zato so to vprašanja za predsednika vlade in predvidevam, da morda tudi zaradi tega danes Gibanja Svobode ni v tem studiu. Kar se tiče glede referendumov, ali bo to posvetovalni ali zakonodajni ali naknadno zakonodajni, je enostavno potrebno počakati na korake premijeja, potem se bomo mi do tega opredeljevali. Karkoli se bo odločil, bo pa verjetno tudi sam moral javno
zagovarjati to svojo odločitev. Ja, morda se bo moralo pa tudi Ustavno sodišče o tem izreči, gospod Logar. Ja, mogoče sam, kar se tega tiče, zdaj mi imamo pač svojo mesto v NATO tudi ustavno določeno. Ne. Zdaj govoriti o tem, da je predsednik vlade tisti, ki razlaga, kaj je podpisal 3 ali 5, negira to, kar smo mi skupaj na referendumu sprejeli 23. marca 2003. Skratka, to, kar piše v deklaraciji v mednarodni skupnosti, v katero smo vstopili not, to velja. Zdaj pa poznamo tisto o zamahu krila metulja in potem cunamiju na drugem koncu sveta. Približno tu smo sedajle. Predstavljajte si kaskadno, kako izhajamo iz enega referenduma v še bolj usodni referendum v času, ko je Cigler Kralj že lepo povedal, je v bistvu 500 km od nas stran vojna. Predstavljajte si nekoga, tretjo stran, ki ne želi enotnosti NATO, kako bo izkoristila slovensko referendumsko kampanjo o NATO za neke druge svetovno-politične cilje. In ima kar nekaj vzvodov, posebej za pojavom socialnih omrežij, in zato je politika tista, ki lahko ta del bodi si postavi na piedestal politične debate ali pa se ukvarja res s problemi, ki so za vsakodanje življenje res pomembni. In jaz si težko predstavljam Slovenijo zdaj v tem razgretem času, ko bojna vihra praktično trka na vrata, da se mi razpravljamo o nečem, o čemer smo že leta 2003 odločili. Mislim, da je to neodgovorno strani politike. Kar se tiče ustave, da dodam, mislim, da 127. ali 123. člen ustave pravi, da obrambno politiko nadzoruje državni zbor. V tem primeru je ni, razen kar se tiče izglasovanja resolucije v državnem zboru. Ja, to bi vas še vprašal, gospod Prednik. Kdaj se boste zdaj vi v SD usedli s premierjem? Težke besede padajo, beremo tudi po omrežjih. Konec tedna so si pisali Marjan Šarec, Nataša Sukič, vaš podpredsednik Luka Goršek, tudi vi ste en del tega njegovega zapisa v bistvu delili, in sicer ta del, kjer poudarja, da Socialni demokrati nikoli niste omogočili ali podprli Janševe vlade, vedno pa, da ste omogočala nesposobnost in kalkulantstvo strank, ki so se razglašale za liberalne. To je letelo seveda na Gibanje Svoboda in da s temi nerazumnimi potezami Svoboda tlakuje pod 4. Janševi vladi. Torej, zdaj se zdi, da je v koaliciji zavrelo kot še nikoli doslej. Kdaj se boste usedli s premierjem, o čem se boste pogovarjali? Kaj pričakujete? To, kar je gospod Goršek napisal, seveda ni mnenje, ampak so dejstva. Nobeni Janševi vladi ni SD tlakoval poti, nikoli ni niti kolaboriral, niti podpiral vlade Janeza Janše. Vedno je vlada Janeza Janše prišla po neki liberalni vladi, kjer je imela večino, seveda neka liberalna vlada, ali bil to gospod Zoran Janković, SMC ali pa gospod Šarec, ki se je zelo razpisal na Facebooku, pa tretje Janševe vlade ne bi bilo, če ne bi gospod Šarec sam odstopil. Kar se tiče pa srečanja s premierjem, če se premier želi srečati ali s poslansko skupino Socialnih demokratov ali z vrhom SD-ja, lahko to stori kadarkoli. Vi pa te pobude ne boste dali, čeprav razumem. Gospod Vatovec, tudi vas v Levici je precej zmotil zapis Marjana Šarca, zdaj evropskega poslanca, nekdanjega premierja, ki je bentil, da ste v Levici in SD enako počeli že v njegovi vladi. Partnerstvo med Levico in Svobodo je bilo ves čas videti trdnejše kot SD, recimo. To je neko opažanje v tej vladi. Ali je to zdaj točka, kjer pokaže zdaj tudi to zavezništvo? Tudi vas so očitno v Svobodi izigrali s tistimi gradivi za vlado, torej z omenjenimi izhodišči o vrhu NATO? Kar se tiče izhodišč, jaz sem še vedno trdno prepričan, da tista izhodišča, ki so bila gradivo na vladi, so samo povzemala, kaj bo področje razprave. Ni bilo nikjer zapisano, Slovenija bo zagovarjala stališče, 3%. In je prav, da se vaši niso oglasili na tisti seji vlade ob tej točki? Ne rečem, da je prav, ampak veste, in to mislim, da je bilo zdaj že večkrat potrjeno, da so se gradiva premikala naprej nazaj. Torej ne jemljete tega kot neko izigravanje Svobode, da je pač to spravila skozi vlado? Zakaj so se gradiva premikala in predstavljala po dnevnem redu, lahko samo špekuliramo, imam svoje mnenje glede tega, ampak mislim, da pač kar je in moramo zdaj gledati naprej. Kar se pa tiče, kaj je bilo drugo vprašanje? Če se zdaj to zavezništvo, ker zdelo se je, SD pa Svoboda sta imeli od začetka mandata kar burno, vi pa ste delovali predvsem monolitno, Svoboda in Levica, ste bili usklajeni pri marsičem, čeprav so neka temeljna razhajanja, recimo tudi pri obrambi, ampak ste delovali zelo monolitno in stabilno. Ali se tudi zdaj to zavezništvo med Levico in Svobodo krha s tem?
Jaz mislim, ni zavezništvo, ampak je koalicijsko, pač imamo neko koalicijsko partnerstvo in mislim, da smo kot koalicija delovali ne glede na vse različna stališča relativno, dajmo temu reči, monolitno, z izjemo kakšnih glasovanj tu pa tam, kar je po mojem v neki demokratični koaliciji normalno. Tisto, kar je zapis gospoda Šarca, jemljem kot neko njegovo osebno stališče, ne toliko kot napad stranke, je pa seveda nedostojno, da podi dva koalicijska partnerja iz Stranka koalicije. Svoboda je delila njegov zapis na svoji spletni strani, na svojih omrežjih, tako da očitno se tudi oni s tem strinjajo, a ne? Naj pogledajo nazaj v preteklost. Gospod Šarec je omogočil svoj lasten padec, to je treba jasno povedati. Seveda je imel manjšinsko vlado od začetka, imeli smo nek seznam projektov, za katere smo bili dogovorjeni in točka preloma je bilo, ko je potegnil zavoro pri ukinjanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mi bi lahko to naredili že leta 2019, pa se je takrat odločil, da pač ni te politične volje in takrat seveda smo ta sporozum, ki smo ga imeli med Levico in njim, razdrli oziroma smo pač, je bila takrat odločitev, da na tak način več ne gre naprej. Je pa to ključno, ne? In ta primer je zelo poveden. To je eden od teh primerov, ki omogoča vzpon desnice in prihod desnih vlad na oblast. Pač vsakeč, ko politika, ko pač vladajoča politika zataji svoje lastne državljanke in državljane, se pravi z socialnimi ukrepi, z ukrepi, ki izboljšujejo življenje ljudi, takrat se odpre prostor za desni populizem in za to, da pač pride neka druga opcija. In točno to se je zgodilo leta 2020 in to se lahko zgodi seveda tudi na naslednjih volitvah, če ne bomo pač kot koalicija zdržali na projektih, ki so po moji oceni ravno nasprotno. Se pravi to, da skrbimo za ljudi in da delamo pomembne korake naprej v temu, kar je eden od vidnih predstavnikov Svobode očital svoji stranki, se pravi, da gre preveč levo. Ampak to je edini garant za to, da ne pride naslednja desna vlada. Ja, ampak ne, vprašanje je, kaj je mogoče v tem mandatu sploh še izpeljati. A ne, medijski zakon, ki se je vlekel od začetka mandata na kulturnem ministrstvu pri vaši koordinatorici Asti Vrečko, je zdaj spet prestavljen na jesen. Zakon o psihoterapiji po razkritju domnevnega konflikta interesov na Ministrstvu za zdravje, a ne, prav tako predstavljen. Davka na nepremičnine oziroma na premoženje v tem mandatu ne bo. Kaj torej sploh bo, gospod Cigler Kralj, ali menite, glede na to, v kakšni situaciji smo trenutno, da bi morala iti država, seveda je to v rokah premijeja, a ne, na predčasne volitve? Zdaj, čim prej, glede na to, da ste se že nekako vsi v opoziciji, tudi Janez Janša skoraj da sprijaznili, da bodo pač volitve redne naslednjo pomlad. Očitno je, da ta vlada kljub veliki parlamentarni premoči ni operativna in očitno je, kot ste navedli, nič več resnega ni in ne bo mogoče speljati. Ravno zato so se zdaj poslužili, bomo rekli, ideoloških in drugih, bomo rekli, vprašanj, ki pač pomagajo takšni neoperativni vladi priti do volitev. Recimo, poglejte evtanazijo, ki jo imamo na tej seji v tem tednu. Poglejte, Evtanazija, gospod Cigler Kralj, to je pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ampak na koncu se razumemo, zakaj gre. Oploditev samskih žensk in tako naprej. Imamo dolgotrajno oskrbo, za katero s tem mesecem plačujemo prispevek, pa niti ene odločbe še ni. Torej, mi imamo resna vprašanja, imamo vprašanje kolektivne varnosti, s katerim ta vlada Robert Golob opleta kot svinja z mehom, če si smem to dovoliti. Dobro bi bilo, to je moje mnenje, da vsi pritisnemo na zavoro in v tem norem času damo ljudem spet nazaj eno stabilnost, občutek varnosti in upanja, da je možno, da se vseeno poenotimo v ključnih zadevah, da ustavimo tu, bomo rekli, igranje z ognjem, da se ne bo še kdo opekel. Sploh pa, da ne bomo našim državljankam in državljanom zdaj v ključnih časih, ko bo treba pač leta 2026 z novo slovensko vlado mnogo stvari popraviti in bomo imeli par let dela za to, da se popravi vsa škoda, ki je bila do zdaj storjena, da se ne bomo spraševali o kakih drugih zadevah, ker ni čas za to zdaj. Kaj, če bi kdo izsilil ali pa uspel s propagando, kot je Logar dobro izpostavil, slovenski narod zavest za to, da bi lahko miselno izglasovali izstop iz NATO, alternative pa ni. Torej mi potrebujemo operativno slovensko vlado, ki bo ljudem dala varnost, mir in upanje. Gospod Logar. Ja, jaz sem že na začetku rekel, da vlada vsaka, ki pride, glavne reforme naredi v prvih 2 letih. Žal je Robert Golob enako kot prejšnji novi obrazi 2 leti se učil, kaj lahko naredi, vmes uresničeval agendo stranke Levica
in potem v 3. letu ugotovil, da praktično nima neke zapuščine, ki bi njegovo vlado naredila uspešno, razen na davčnem področju, kjer je pa maksimalno obremenil podjetja in tudi nas, državljanke in državljani. Zdaj se na hitro hiti neke sektorske zakone, s katerim se daje bombončke pač podpornim strukturam, ki podpirajo stranke te vlade, s tem se pa zažira v neko normalno podstat delovanje države. Glejte, mi imamo v tem mandatu 33 rednih sej državnega zbora in veste koliko? 107 izrednih sej državnega zbora, kjer se na hitro sprejemajo po hitrem in skrajšanem postopku rešitve, ki rešujejo 1 ali 2 bombončka za posamezne podpornike strank te aktualne vlade. In mislim, da je tu treba pač sprejeti dejstvo, da bomo relativno kmalu šli na volitve, ne podžigati z temami, ki delijo, in hkrati vzpostaviti en sistem, kjer bo jasno, da mora Slovenija v naslednjem mandatu razbremeniti gospodarstvo, razbremeniti delo in narediti neko davčno reformo, ki bo omogočila dolgoročno preživetje in ni res, da pri novih zavezah lahko samo dvigne davke ali reže socialne transfere. Ne, če zagotovi ustrezno gospodarsko rast, torej da ima gospodarstvo pogoje, da raste nad povprečno, lahko s tem zagotovi tista sredstva, ki potrebuje za dodatno varnost. Gospod Vatovec, vaša zaključna misel in tudi pod vprašanje, prihajata še 2 glasovanji o interpelacijah. Pomembni, seveda, svojo ministrico Asto Vrečko boste seveda podprli. Kaj pa interpelacijo zoper notranjega ministra Poklukarja? Že prvič ste imeli glede njegovega dela kar nekaj pripomb. Kaj pa zdaj? Drži, imamo še vedno pripombe glede vodenja Ministrstva za notranje zadeve, ampak ne glede na to se nam zdi, da je s to zadnjo interpelacijo opozicija oziroma NSI in nepovezani poslanci, da so šli res korak dlje k absurdnosti teh očitkov, tako da te interpelacije seveda nikakor ne bomo podprli oziroma bomo pač tudi aktivno proti. Enako velja za interpelacijo Aste Vrečko, kjer so pač tisti argumenti, ki jih navajajo predlagatelji, še enkrat iz trte izviti in pač iščejo samo nek način, kako v bistvu ravno pregrevati ta nek kulturni boj, ki ga v resnici ni. Pač ministrstvo ima odgovor, pravne, formalne odgovore na vse te očitke, tako da bomo to seveda tudi predstavili v četrtek. Kaj boste naredili vi, gospod Prednik, glede na to, kako ste zaostrili retoriko z Gibanjem Svoboda, pa tudi, mislim, v vsakem primeru boste obe glasovanji zanimivi, tako o Asti Vrečki, kot tudi o ministru Poklukarju. Kako boste ravnali Socialni demokrati? Zdaj, mi nismo zaostrili retorike z Gibanjem Svoboda generalno, ampak samo na eni točki, ker se morda z Gibanjem ne strinjamo. Kar se tiče obeh interpelacij, bomo pri obeh interpelacijah tokrat glasovali proti. Obe interpelaciji smo preučili in nobena interpelacija ne pije vode. Res pa je, da smo pri zadnji interpelaciji, vse kar se tiče gospoda Poklukarja, bili vzdržani. Tokrat bomo proti. Bomo pa seveda spremljali razpravo in seveda vsebinsko o teh 2 interpelacijah boste zagotovo imeli na seji priložnost. Za danes pa, spoštovani gostje, gospod Cigler Kralj, gospod Tašner Vatovec, gospod Logar in gospod Prednik, najlepša hvala, da ste prišli na N1. Hvala za povabilo. In seveda izrazimo tu še obžalovanje ponovno, da 2 največjih poslanskih skupin, torej Svobode in SDS, kljub temu, da so udeležbo že potrdili, na koncu ni bilo, udeležbo so odpovedali tik pred zdajci. Seveda pa vam želimo eno krasno poletje in veliko dobrega počitka. Čas na plaži si lahko skrajšate tudi z našimi preteklimi oddajami in seveda podcasti s Suzano Lovec. Vse vsebine najdete na n1info.si, YouTubeu, Metroplayu in vseh večjih ponudnikih podcastov. Hvala za pozornost in nasvidenje.